O pametnem Puranu. Na dvorišču velike kmetije je živel Puran, ki je bil strašno, strahotno, strahovito pameten. Kar naprej je drugim živalim delil nasvete o življenju, hrani, delu, počitku in sploh vsem. Srečal je grahasto sivo putko in ji rekel: Vaš plašč je že zdavnaj iz mode. Ozrite se malo naokrog. Letos so vse kokoši operjene v svetlo-rjavih tonih. Storite že kaj glede tega? Grahka je bila grozno, grozotno, grozovito užaljena. Ker se ni mogla domisliti ustreznega odgovora, je z nogo grebla po tleh in molčala. Puran se je sprehodil do hleva, pokukal skozi vrata in dejal kravi, ki je mulila seno iz jasli: Vaše noge so strašno grobe. Vidi se, da ste pri hiši le za mleko in meso. Težko si predstavljam, da bi bil lahko dolgo v vaši družbi. Krava je izbulila oči in bila hudovito jezna, a ker se ni mogla domisliti nikakršnega odgovora, je samo zavzdihnila in žvečila dalje. Puran je stopical po dvorišču in delil nasvete po dolgem in počez. Zajcu je predlagal operacijo predolgih ušes, prašiču predpisal strogo dieto, psa je opomnil, da mu smrdi iz gobca, in priporočil mački, naj zaviha rep, da ne bo podobna premočeni veverici. Živali so ga besno opazovale, toda ob njegovih nesramnostih jim je vselej zmanjkalo besed. Puran se je petelinil po dvorišču, stresal z glavo in grulil svoje pametne pripombe levo in desno. Naletel je na podgano in je opozoril, da je v vrečki za hlevskimi vrati zastrupljena pšenica, nato pa dodal, da bi jo on sam pri priči pojedel, če bi mu zobje tako štrleli kot njej. Podgana se je samo nasmehnila. Purana je ob nasmešku malce zmrazilo in za hip se je spomnil, da mu je mama v otroških letih pogosto dejala, naj drži kljun, ker nima vedno prav, a za kesanje je bilo prepozno, zato se je samo visokostno namrdnil in odkorakal stran. Čez nekaj dni je na kmetijo pripeljal manjši tovornjak in potrobil. Kmetica je prihitela iz hiše in se zavzeto pogajala z voznikom. Puran je bil ravno sredi pripombe teličku naj neha buliti, ko je voznik iz tovornjaka vzel precej veliko škatlo in jo izročil kmetici. Ta jo je prinesla na dvorišče in jo odprla. V škatli je bila pura. Bila je prečudno, čudovito, prečudovito lepa. Kakšen vrat, kakšna peresa, kakšno prekrasno obličje. Puranu se je stemnilo pred očmi, komaj se je obdržal na nogah, potem je debelo pogoltnil in se puri počasi približal. Ni se menila zanj. Kot po naključju je primaknil prednjo lepo koruzno zrno. Ona pa se je obrnila in kljuvala drugje, grulil je za njo. Ona pa se ga je izogibala, dobrikal se ji je, ona pa ga je vselej prezrla, postavljal se je svojim perjem, ona pa ga ni niti pogledala. Puran je bil obupan. Njegove nesramne pripombe so povsem usahnile, brezglavo je taval po dvorišču in od gorja požiral kamne. Nekega dne je prav previdno stopil k psu in ga čisto potiho vprašal, ali ima mogoče kakšen nasvet, kako naj osvoji lepotico. Pes je pogledal Puro, potem Purana in pripomnil, mogoče ti pa smrdi iz kljuna. Puran se je užaljeno obrnil stran, tedaj pa je priskakljal zajec in se mu posmehnil. Te ne mara kaj? Mogoče bi si moral pa operirati podbradek? Pripombe in nasveti so se zdaj kar vrstili. Naj si kupi šal in ga ovije okoli golega vratu, naj si postriže kremplje na nogah, če je zelo nesrečen, lahko celo pozoba zastrupljeno pšenico. Končno je Puran sprevidel, da ni prav nič priljubljen in se umaknil. Le od časa do časa je brez uspeha poskušal pritegniti pozornost prekrasne Pure.
Nekega jutra pa se je Puran zaman oziral po dvorišču. Pure ni bilo nikjer. Pretaknil je vse kotičke, nič. Čakal je in čakal, lepotice ni bilo na spregled. Potem je opazil, da živali stikajo glave, ga pogledujejo od strani in se hihitajo. Ko se jim je približal, se je mačka ozrla in ga s priliznjenim glasom vprašala, ali je kaj izgubil. Zdi se mi, je dejala, da nemara nekaj iščete. Puran je razložil, da pogreša Puro. Našo Purico, pravite, je dejala mačka in se obliznila. Nisem povsem prepričana, a včeraj je imel gospodar rojstni dan. Prisegla bi, da je bila Purica zvezda praznovanja. Purana je kar streslo. Odtaval je stran in počepnil za grm. Tam je tičal 2 dni, ne da bi se pritaknil hrane ali vode. Tretji dan je Petelin, ki je vstajal prvi, našel Purana ob skledi s pičo. Skleda je bila prazna, čeprav je gospodarica vsak večer natresla vanjo koruzo za kokošji zajtrk. Petelin je ogorčeno zrl prazno skledo in Purana, ki se mu je kolcalo od sitosti. Požrli ste vso hrano, je dejal razjarjeno. Seveda, tepec, kokošji, mu je odvrnil Puran. Kaj še nisi slišal, da kdor prvi pride, prvi melje? In odstopical stran. Od tistega dne je bilo spet vse po starem.